Temi, skrita pod zemljo, majhna sem v valnem zavetju. Vem, da sonce nekje me čaka, da zame posijalo vsaka dva koraka. Zeleno steblo se nežno dviga, listi v objemu svetlobo lovijo. Ljubezen mame kot sonce sije, v mojem srcu toploto razvije. Končno razprem cvet misli, kot mamin nasmeh, lep, bleščeč in živ. Z vetrom se zibljem, se sonce vsije, v maminih rokah se vedno skrijem. Lepa je ta rožica, tako mehka in nežna. Mami, a veš, da me spominja nate? Ja, ti si kot cvetlica, nežna, topla in dišiš po ljubezni. O, ljubica moja, mama in cvetlice imamo res nekaj skupnega. Potrebujemo ljubezen, toplino in skrb, da rastemo in cvetimo. Potem te bom vedno negovala, da boš srečna. Jaz bom vedno tukaj, da bom skrbela za te. Kot skrbite cvetlice na našo žrtvo. Pastirca prav, juhej,
Mama, obljublja koha. Moja mama je lepa. Moja mama mi vedno pomaga pri domači nam. Moja mama je vesela. Moja mama je oseba, ki zaupam. Moja mama najboljše kuha in rad jo imam. Moja mama je lepa in prijazna. Moja mama je neveska. Mamica je kakor zarja zjutraj se smehlja. Po silu ne bi živel. Mamica je kakor luna vse noči bedi, da počiva njeno dete mirno brez skrbi. Mamica je kakor sonček, srček njen je zlat, kakor žarek, ki posije od nebeških vrat. Zapustiti hišo brezežnika, priti okno kadar pihaš, čiti zvizde dolgo ne zaspati, pozabiti ključ in čakati pred vrati. Zapustiti hišo brezežnika, priti okno kadar pihaš, čiti zvizde dolgo ne zaspati, pozabiti ključ in čakati pred vrati. Ljubezen se rodi kot jata plačnih ptic, ki ne poznajo ne korakov, ne reznika, le svobodo perutnic. Prvič se zaljubi
biti dolgo ne zaspati, napisati pisem in za njo čakati, pretrati, posoditi šali kapo, kadar piha. Dovolj prostora je za dva pod perotnicami dežnika. Ljubezen se rodi kot jata plašnih ptic, ki ne poznajo ne korakov, ne dežnika, le svobodo perotnic. Ljubezen se rodi kot jata plašnih ptic, ki ne poznajo ne korakov, ne dežnika, le svobodo perutnic.
gojila. Mama je mama, ker te vzgoji in prve skrivnosti s tabo deli. Nikogar ne ljubi tako, kakor tebe, lahko ji verjameš, da bolj kakor sebe. Učite pogumno živeti in biti, ko polno odrasteš, pa tudi roditi. Danes se bom odpeljala k babici pomagati pri spomladanskem čiščenju, zato bo pote v vrtec prišla Mija. Je rekla mama in malemu zajčku Alu ponudila kos kruha z marmelado. Ali boš cel dan pomagala babici? Najbrž, ampak ko se zvečer vrnem, ti bom prinesla potičko, velja? Nočem potičke, tebe hoče. Ljubček moj, najpozneje zvečer bom spet doma. Obljubiš? Obljubim. Zajček Val je v vrtu opazoval otroke, ki so se igrali trgovino. Dober dan, bi mogoče kaj kupili, imamo zdravo hrano in različne napitke. Dober dan, ali imate mogoče kakšen korenčkov napitek? Seveda, izvoli, 2 evra, prosim. Najlepša hvala, adijo. Spomnil se je, da gre tudi njegova mamica vsak dopoldan v trgovino in spet mu je bilo hudo. Saj me pride mamica skati, a ne? Ne, Val, danes pride pote tvoja sestrica Mija, pa saj to vendar že veš. Je rekla vzgojiteljica in ga prijazno pobožala, toda Mije ni bilo od nikoder. Mali zajček je čakal in čakal in čakal. Ostali otroci so že odšli, le on je ostal. Pogledoval je na levo proti poljski poti in na desno proti gozdu. Mogoče bo pa le prišla mamica pome in ne Mija. Oprosti, prosim, ker sem zamudila. A je že mama doma? Ne, ni je še. In kdaj bo prišla? Kmalu. Obljubiš? Obljubim. Zajček Val je brez besed cepljal za sestrico proti domu. Si videl, ves travnik je že v cvetju. Bratec pa nič. Na nebu so lebdeli puhasti oblački. Poglej, oblački so podobni metuljčko. Mamo hočem, naj že pride domov. Saj bo. In ga je prijazno tolažila sestrica. Obljubiš? Obljubim. Si videl, kaj nama je pripravila mamica? Korenčko na rastek. Nočem narastka. Tečka, kaj pa potem sploh hočeš? Mamo hočem, naj že pride domov. Saj bo. Obljubiš? Obljubim. Ves popoldan so se sosedovi otroci lovili in igrali po vrtu. Val pa je kot kupček nesreče posedal v travi in mislil na mamico. Kdaj bo že končno prišla? Kmalu. Ja pa kdaj je kmalu? Ko bo naša velika ura odbila 8. Jaz jo bom kar tam počakal.
Sedel je in sedel, gledal na uro in čakal. Kazalca sta se le počasi pomikala naprej. Ura je že 6-krat odbila, o mami pa niti sledu. Zajček je še kar naprej strmel v uro. Ura je odbila 7. Nestrpno je stekel pred vhodna vrata. Sonce je že tunilo za bližnjimi grički, mame pa ni bilo od nikoder. Pridi v hišo, Val. Mame še vedno ni domov. Najbrž se bo pripeljala zadnjim avtobusom, ob 8 bo doma. Obljubiš? Obljubim. Zajčki obožujejo kopanje v banji. Mija je zato pripravila penasto kopel. Nočem se kopati. Saj bo prišla mamica, obljubim ti. Sedla sta se pred televizijo, gledala sta oddajo v Zajčji paradi, kjer so otroci veselo prepevali. Val se je tesno prijel k sestrici in zadremal v njenem naročju. Od dolgotrajnega čakanja je bil tako zelo utrujen, da je trdno zaspal. V vratih se je zaslišalo obračanje ključa. Val je bil v hipu buden. Vrata so se odprla in zagledal je mamo. Skočil je s kavča in se stisnil k njej. Sanjalo se mi je, da se ti je nekaj groznega zgodilo in da te nikoli več ne bo domov. Ljubček, moj avtobus me je zamujal, zato sem tako pozna. Pozno je bilo in vsi zajčki so že spali, le Val še ne. Jutri bom pa ves dan doma. Ali se boš jutri igrala z menoj? Bom, obljubim. Zaprl je oči, sanja o pisanih travniških cvetlicah in o belih oblačkih nad njimi. Vsi so bili podobni njegovi mamici. Mali zajček Val je bil srečen. Jaz pa vrtec bom kopala, van bom drobne rože sjala. Nagelček in rožmarinki po mladosti mi spomin. Nagelček in rožmarinki po mladosti mi spomin. Šopek rožic bom povila, z njimi okna okrasila. Zraven pela pesmice prelepo kakor ptičice. Zraven pela pesmice prelepo kakor ptičice.
ob svoji dami, da mi ne bilo hudo, mojim ljubim mami. Ko moja mama pride domov, vedno otroci pogledamo, kaj je kupila. Če bi bila moja mama živa, bi bila konj, ker hitro teče. Zdaj pa vabimo gospod županjo, da se nam pridruži na odru. Hvala. Spoštovane, spoštovani, navzoči tukaj na današnji prireditvi, veliko čast mi je, da lahko vsem mamam, ki so danes prisotne, izrečem en tak lep materinski dan. Čeprav ga je že velik del mimo, ampak kljub temu vseeno, mama kot mama. A vam povem, kaj sem danes zjutraj moji mami, ki je v zdravilišču napisala po SMS-u, zato ker ji nisem mogla poklicati, ker ima tiste terapije pa vse to. Nič kaj veliko, samo to. Mama, hvala, da si moja mama. In nazaj je prišla njih, nisem preštela koliko srčkov. Tako da, čisto dovolj in mame imamo to najrajši. Zdaj v zadnjih dneh je bilo kar nekaj prireditev, sem bila prisotna, ko so se mame družile ali pa so se srečale gospe. In v soboto sem na enem srečanju rekla, da mame skozi življenje, ko nam je dano to materinstvo, naredimo en tak doktorat in z čisto enostavno si lahko tisti dr od spredaj tudi nekako vzamemo za svojega.
Tako da vse tiste mame, ki ste tukaj, imate naziv doktoric. To ni za šalo, to je čisto za res, zato ker skozi vse življenje delamo z otrocmi, jih imamo rade, skrbimo za njih, smo zlate, tako kot je bilo tudi povedano, ko so solze, naredimo veselje, včasih pa smo tudi kar konkreten vihar. Tisti vihar pa mine in vse, kar ostane po viharju, mora biti samo dobro in to naj vam otrokom tudi ostane pri vas v zavesti. Ene take lepe misli ste danes zunaj podelili, brez sonca roža ne cveti, a nam brez mam živeti ni. Zahvalim soncu se za cvet, a tebi mama, ker ves moj si svet. To nisem zato zdaj prebrala, ker ne bi imela kaj drugega zapovedati, ampak zaradi tega, ker je ena taka čudovita misel. Danes sem bila tudi na enem srečanju, pa meni reče mama, veš, meni pa moj otrok reče, mama, kak si ti fajn mehka. Jaz sem tudi fajn mehka, samo ni bila mišljena taka mehkoba. Bila je bila tista čuteča, ljubeča mehkoba, ko stisnete mamo in jo objamete in z objemom poveste največ. In mame, bodite mehke še naprej. In tako kot tudi piše od zadaj, mami cvetlica nežna. In z besedami, z malo besedami, ki veliko povejo, naredimo največ. Seveda, če pa še zraven objem, kakšno malo darilce, pa nič ne škodi. Tako da, učenke in učenci, učiteljice, učitelji, tehnična ekipa, najlepša hvala, da ste nam, tako kot vedno, priredili en tak čudovito prireditev, ki lahko rečemo, da je ob materinskem dnevu v občini Muta osrednja prireditev. In vam, dragi otroci, imejte radi svoje mame. Jakie drzwiat? Nie da mamice na po... Mamica jeszcze możemy. Odkar je prinesla dojenčka domov, so sestra Iza vozlane. To ni dobena deklica, ki se bi z mano igrala, ampak plešasta sitnica, ki bi samo jedla in spala. Nihče me ni ničesar vprašal, kaj hočem in kaj bi rad. Kar silili so mi to sestrico in zdaj moram biti njen brat. Verjamem,
Mami, zakaj se smite? Saj si že lepa. Hvala, včasih se reče, da se počuti bolj samozavestno. Ampak pravila pa, da ne smeš biti dobro v srcu, kaj ne? Točno tako. Poglej, moji prijatelji imajo tudi nekaj lepega povedati. Zakaj se mame šminkajo, ker so punce drugačne kot fantje? Da hodijo lepe po plaži in po morju. Da so lepe. Ko so velike. Da so lepše. Da bi bile Atanu bolj všeč. Moja mama se ne šminka. Če grejo kam na koncert ali kam drugam, prijateljici se morajo zrihtati. Da bodo imeli nalakirane nohte, da bodo lahko šle na rojstni dan. Da so lepe in da ljubčkajo Atana. Ko morajo biti lepe, pa lahko grejo na predstavo ali kam drugam. Da so si najdla fan. Da so lepe pa še čudovite. Moja mama je najboljša v pospravljanju.
Biseri oči, pretrni zadazi. Spet naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, ne morem te objeti. Vedno bolj v glavi razvija in zvija telo. Moja slika v ogledalu nekaj, kar ne rabim razumeti. In nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Ledina, ledina, ledina. Ledina, ledina. Ledina, ledina, ledina. Ledina, ledina. Spet naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, ne morem te objeti. Vedno bolj v glavi razbija in zvija telo. Tvoja slika v ogledalu nekaj, kar ne rabim razumeti. In nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Drage mame, babice, tete ter vsi prisotni. Učenci 5. B razreda smo se pri uri slovenščine igrali gledališče. Izmislili smo si svojo predstavo, primerno prav za današnji dan. Govori o tem, da otroci niso spoštljivi do staršev, da so preveč na elektronskih napravah in se sploh ne zavedajo, da so njihovi starši zaskrbljeni in žalostni zaradi tega. Starši se zberejo skupaj in iščejo rešitve zase in za otroke. Otroci pa se gredo ven brezskrbno igrati, potem pa najdejo nekaj dragocenega. Ne izdamo vam še vsega, prisluhnite in poglejte, kaj so našli. Mi smo pri pisanju besedila in igranju zelo uživali in upam, da boste prav tako vi uživali pri ogledu naše avtorske igre. Prvi prizor nam pokaže, kako izgledajo jutra doma, pri vseh družinah zelo podobno. Dino, mami, pusti naše spati. Saj že vstajamo, no. Mami, nas ne moreš niti enkrat pustiti bolj dolgo spati.
Zakaj mora mama biti vedno tako tečna? Se strinjam in to že zgodaj zjutraj. Ja, nosi siter. Ne, ničesar, nimamo časa. Zakaj morate toliko krat priti v sobo in nam tečnariti? Kaj, če se bi šli kam ven igrati s prijatelji? Ja, gremo. Pojdimo hitro, da nam ne bosta več tečnarila. Otroci so se odpravili ven, da bodo se družili s prijatelji. Starši se zberejo skupaj, ker morajo načrtovati, kako bodo spametovali svoje otroke. Dober dan. Hvala, da ste prišli. Mislim, da se moramo pogovoriti. Naši otroci se čudno obnašajo. Ja, res je, se strinjam. Preveč na telefonu, sploh ne slišijo, kaj jim govori. Pa naša mladina, samo telefon, televizija, računalniki. Nekaj bomo morali kreniti. Res je, in to hitro, da ne bo prepozno za nas in otroke. Ojej, ta naša mladina. Naredimo načrt, da ne bo prepozno. Starši iščejo rešitve za svoje otroke. Otroci se dobijo s prijatelji in se igrajo. Med igro pa opazijo nekaj, kar pritegne njihovo pozornost. Zdravo! Zdravo! Pridite se z nami igrati nogomet. Nogomet ni za punce, gremo se raje skrivalnice. Ja, skrivalnice! Jaz iščem. Hitro se skrimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stoj, tam se nekaj sveti. Kje? Nič ne vidim. Ja, res, tam, za drevesom. Gremo pogledat. Skrinja je. Jo bom jaz odprla. To je zemljevid skrivnega zaklada. Res. Le kdo ga je pustil tukaj? Gremo iskati zaklad. Ja! Bom jaz vodila, vsi za mano. Otroci se odpravijo po poti skrivnega zaklada, saj jih zanima, kaj bodo našli. Sredi poti pa srečajo še eno skupino prijateljev, ki prav tako iščejo. Kaj pa vi tukaj delate? Mi smo našli zemljevid skrivnega zaklada. Mi tudi. Pokažite nam vaš zemljevid, mogoče sta enaka. Pa saj sta popolnoma ista. Kje ste ga našli? Na igrišču pod drevesom, kje pa vi? V gozdu pod drevesom. Le kdo ga je dal tja? Me res zanima. Gotovo je nekaj velikega, da bo za vse dosti. Mogoče bo telefon. Ali pa PlayStation. Ali pa računalnik. Pojdimo, preden bo tema. Daj mi zemljevid in si za mano. Otroci so se skupaj odpravili iskati zaklad. Načrt poti je zapleten in zahteven, ker pa so združili moči in so si pomagali, jim je kmalu uspelo priti na cilj. Tukaj je. Le kaj bi to lahko bilo? Me pa res zanima. Punce, umaknite se, da pogledamo, kaj je tam spodaj, kaj se skriva. No, pokažite. Mama
Tudi očetje so naš največji zaklad. Pohitimo in se pojdimo upravičiti našim staršem za naše grdo obnašanje. Otroci so se odpravili domov ter se opravičili staršem in obljubili, da bodo doslej bolj prijazni in da bodo čuvali svoj zaklad. Jo, mama, hvala ti, ker vedno z mano si, ko mi je lepo ali pa težko. S tabo srečni smo, tega se zavedamo, s tabo se težave hitro zginejo. Kosilo so pojem in ti skočim v objem, to mi je všeč, ker nisem več boječ. Nekaj še za konec vam obljubimo, da zdaj bomo pridni in vsem nam bo lepo. Zato ti zdaj povemo to krasno pesmico, srca te radi imamo, si glasno bliskamo. Zato ti zdaj povemo to krasno pesmico, srca te radi imamo, si glasno bliskamo. Če bi bila moja mama žival, bi bila muca, se rada cakla.
oči žarem sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kar marti zeleni trav. Srce nič ne čaka, prijeti taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kar marti tvo sonce in rože zakaj. Saj lička so rožniti cveti, oči žarem sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kar marti zeleni trav. Srce nič ne čaka, pijeti taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj?